Spoštovani, predlagam, da kar začnemo. Lepo pozdravljeni tudi v našem imenu. Mene so prosili, da na tem dogodku vršim tudi vlogo moderatorja, da si bo to vlogo poenostavil. Bom kar dal prvo besedo dr. Tamari Biser Pečar, ki med nami tremi, pravzaprav edina zares strokovnjakinja za problematiko arhivov, je pa hkrati njeno mnenje izrazito pomembno, kajti gre pravzaprav za eno izmed ključnih zgodovinark ali zgodovinarjev v Republiki Sloveniji, ki uživa izjemen ugled, pravzaprav precej večjega žal kot v Sloveniji, v tujini, kjer je tudi aktivna. Podje vaše. Kako se to vključi tle? Vse najlepše pozdravljam. Ker vodim v študijskem centru za narodno spravo program komunistično nasilje od 41. leta do konca, do osamosvojitve, se nas problematika, o kateri bomo danes govorili, seveda posebno tiče. Vedenje o preteklosti je brez seznanjosti s sedanjostjo nepopolno, je rekel že oče sodobne zgodovine Ranke. Sedanjosti ne moremo razumeti brez znanja o preteklosti in drugi si podajata roko. Ena brez druge sploh ne more obstajati. In da je to mogoče, da sploh lahko zvemo nekaj o preteklosti, so seveda pomembni arhivi. Arhivi so shramba spomina naroda. In zato je oblast v totalitarnih režimih zelo skrbno pazi in nadzira, kaj se v teh arhivih tudi shranjuje. In jih seveda po potrebi dokumente ponarejuje in ob kriznih situacijah seveda tudi uničuje. Napravo med totalitarnim režimom in demokratičnim sistemom so v postkomunističnih državah seveda uničili veliko dokumentov, je bila borba za kontrolo nad temi arhivi zelo močna. Vendar drugače kot v večini držav, kjer so se arhivi tajne policije po vzpostavitvi demokratičnega sistema dobro ohranili, je prejšnja oblast ob osamosvojitvi uspela v Sloveniji uničiti velik del gradiva. Če sem previdna, lahko trdim, da je bilo okoli 80% arhiva uničenega. Pred kratkim smo dobili od Sove baje zadnjih 13 fasciklov arhivskega gradiva, ki bi moralo biti predano že po osamosvojitvi, najpozneje pa potem že pred 10 leti. In v teh 13 fasciklih je gradivo, so dokumente o tem, kaj vse so uničevali. 13 fasciklov polnih papirja, ki govorijo o tem, kako so arhivsko gradivo uničevali. Kljub propadlemu referendumu 2011 je sedanja vlada vložila novelo zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, ki jo je, kakor ste gotovo sledili, 28. januarja Državni zbor z 51 glasovi za, z glasovi koalicije in z glasovi pomladne stranke Nova Slovenija in 28 glasovi proti, SDS pa SLS sprejel. Ta novela na veliko bolj prefinjen način ovira dostop do arhivskega gradiva. Lahko rečemo, da so se iz referenduma 2011 nekaj naučili. Arhivski zakon,
ki je bil na pobudo vlade Janeza Janše sprejet leta 2006, je omogočal neomejeno dostopnost do gradiva, ki je nastalo pred konstituiranjem Skupščine Republike Slovenije, to je pred 17. majem 1990, in ki se nanaša, citiram, na nekdanje družbeno-politične organizacije, organe notranjih zadev, pravosodne organe, torej sodišča, tožilstva, zapori in obveščevalno-varnostne službe. Predvideva omejitev samo za gradivo, ki vsebuje občutljive osebne podatke, ki so pridobljeni s kršenjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter se nanašajo na osebe, ki niso bile nosilke javnih služb, javnih funkcij. Torej, to se pravi, da storilcev in nosilcev javnih služb ne ščiti. Kot občutljivi osebni podatki so navedeni tisti o rasnem, narodnem, takrat tudi političnem, verskem, filozofskem prepričanju, pa zdravstveni podatki, podatki o spolnem življenju, kazenski evidenci in prekrških. Dostop do teh podatkov je mogoč 75 let po nastanku oziroma 10 let po smrti osebe. Za znanstvene, pravne in publicistične namene v primeru, če interes javnosti prevladuje nad varovanimi interesi oseb, pa je bil izjemoma dovoljen dostop tudi do teh podatkov. Arhivarji niso pregledovali arhivskega gradiva in ugotavljali, ali vsebuje občutljive podatke ali ne, pač pa mora vsak tak uporabnik, torej vsak raziskovalec, podpisati izjavo, da bo upošteval zakon o varstvu osebnih podatkov. Potem je bila sprejeta novela pod vlado Boruta Pahorja in smo imeli seveda referendum. 71% volivcev je ta novi zakon, ki ga je vlada predložila, zavrnilo. Ustavni sodniki, ki so določali o dopustnosti referenduma, pa so opozorili, da gre pri arhivskem gradivu zakonov za uresničevanje Evropskega parlamenta v evropski zavesti in totalitarizmih, ki predvideva dostopnost do arhivskega gradiva nekdanjih totalitarnih režimov. Po referendumu se je dostop do arhivskega gradiva zaostril. Bil je direktor arhiva takrat dr. Dragan Matić, ki je odredil anonimizacijo občutljivih podatkov. In to je bil za arhiv velik zalogaj. Pri nas se v Sloveniji se z arhivom, z gradivom Udbe ukvarjata dva arhivarja in občasno sta dobila še pomoč nekaterih uslužbencev. In ta dva arhivarja sta pa morala preverjati gradivo, ga prebrati seveda najprej, pa ugotoviti, kaj je treba začrniti. Pri tem bi opozorila na to, da imamo zelo čudne pojme o tem, kaj je anonimizacija. Anonimizacija drugod pomeni, da se zbrišejo imena. Pri nas se pa ne zbrišejo imena, ker imena niso osebni podatki. Ne vem, kako to, ampak prosim, te logike nisem nikoli razumela. Pri nas so začeli črtati vsebino. Imena so ostala, vsebina pa je bila prečrtana. Seveda smo imeli popoln kaos v arhivu, zaradi tega, ker ta dva človeka seveda temu nista bila kos. Potem je bil novi direktor, gospod Dežman, ki je potem po svetu z arhivarji, z zgodovinarji, tudi en predstavnik Sove je bil zraven,
potem tole anonimizacijo, ki tudi po zakonu sploh ni bila predvidena, ki jo je odpravil. In seveda je bil velik odpor, Dežman je moral iti in potem so se stvari spet zaostrile. Izkazalo se je, da so sicer spremembe tega arhivskega zakona 2006 sicer potrebne, ker smo v času pač ugotovili, da je potrebno tudi digitalizacijo urediti in tako naprej, ampak ni potrebna taka novela, kot smo jo sedaj dobili. Predlog, ki so ga izdelali strokovnjaki, bilo je veliko posvetov o tem, imeli smo tudi v Arhivu Slovenije mednarodni posvet o tej stvari, tudi Čehi so bili prisotni. Predlog, ki so ga strokovnjaki izdelali in predali seveda ministrstvu, je izgledal popolnoma drugače kot ta predlog, kot ta zakon, ki je bil končno sprejet. Na prvi pogled seveda vzbuja novela vtis, da se arhivi odpirajo. Temu je očitno nasedlo tudi vodstvo Novo Slovenijo. Dejansko pa je 65. člen te novele spremenjen tako, da na zelo perfiden način arhive ponovno zapira. Novela namreč sedaj v zakonu predpisuje anonimizacijo občutljivih podatkov. Izveta je samo politična opredelitev in ne razlikuje več med žrtvami in storilci. Med tem, ko je bilo v zakonu 2006 predvideno, da so podatki o nosilcih javnih funkcij in storilci na razpolago, ta zakon sedaj zapira tudi podatke o nosilcih javnih služb oziroma storilcih. To se pravi, in to ne velja samo zdaj za tako imenovano udbovsko gradivo, torej z oznako AS 1931, ampak to velja zdaj za celotno gradivo, torej tudi za gradivo, ki je do zdaj bilo popolnoma odprto, recimo gradivo centralnega komiteja, gradivo raznih družbenih organizacij, ki bomo sedaj seveda potrebovali dovoljenje, raziskovalci, dovoljenje arhivske komisije, če bomo hoteli to gradivo gledati. Gradivo, ki je bila od vsega začetka na razpolago, zdaj zapirajo. In to predstavlja seveda poseben problem novele, ker postavlja pod vprašaj vrednote, na katerih temelji samostojna Slovenija. Slovenija se s tem oddaljuje od resolucije Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmi, v kateri je poudarek prav na tem, da se počastijo žrtve, obsodijo storilci in položijo temelji za spravo, ki bo temeljila na resnici in spominu. Za zgodovinarje so predlagane spremembe arhivskega zakona usodne. Če ni dostopa do necenzuriranega gradiva, prikaz ni verodostojen. Brez osebnih podatkov ni mogoče razkriti, analizirati in razumeti načina delovanja tajne politične policije, pa tudi vseh drugih organizacij, za katero nič ni bilo tako nizkotno, da se tega ne bi posluževala. Na podlagi resničnih in lažnih, skonstruiranih, moralno in politično kompromitirajočih dokazov
je Udba prisilila ljudi, da so pristali na sodelovanje. Ker je redko kdo sodeloval prostovoljno, je seveda treba razkriti, zakaj jih je Udba prisilila, da so sodelovali. Udba je iskala seveda šibke točke. In ko smo pred kratkim v gradivu, ki je bilo lani predano, našli elaborat sodelavci zaupniki iz duhovniških vrst, v katerem zelo jasno opisuje, katere so te šibke točke. Namreč mamon, torej denar, alkohol, seksus in okupacija. Seveda, zgodovinarje, ki so delali, so vedno bili vezani na zakone in so morali spoštovati zakon o osebnih podatkih, ampak oni so vendar morali celotno gradivo videti, da so lahko sodili, kaj se je takrat zgodilo. Seveda je možno, da se raziskovalci obrnejo na arhivsko komisijo. Ampak v členu 27 novele piše, da arhivska komisija lahko raziskovalcem in novinarjem odobri izjemni dostop do občutljivih podatkov, če se izkaže, da učinkovite ocene gradiva ali izvedbe raziskave oziroma njenega namena ni mogoče doseči brez obdelave podatkov. Poudarek pa je na lahko. Torej, če arhivska komisija reče, da ne, potem se seveda lahko raziskovalec obrne na ministrstvo, če tudi to reče, da ne, lahko sproži upravni postopek in to traja po naših izkušnjah leta. To se pravi, da je temu raziskovalcu onemogočeno delo. In tukaj imamo še en drug problem, namreč mikrofilme. Imamo v Sloveniji v arhivu 2.400.000 posnetkov na mikrofilmih. Ti mikrofilmi so bili poslikani tako, da je na vsakem mikrofilmu so zelo različne teme. To pomeni, da če ima raziskovalec dovoljenje do ene določene tematike, pa arhivar potem ugotovi, da je na tem filmu seveda je vse sorte, ne samo to, kar on išče, potem tega filma seveda ne more videti. Te filme se zdaj bo digitaliziralo, potem morajo arhivarji vsebino pregledati, prebrati in potem šele očrniti to, kar seveda raziskovalec ne sme videti, če nima dovoljenja za celotno gradivo. Kar pomeni, da bo to trajalo, tako kot je direktor arhiva v oddaji Odkrito tudi pol končno moral priznati, da bo to trajalo leta. Torej, namen te novele je, da se onemogoči raziskovanje naše polpretekle zgodovine, da se onemogoči dostop do podatkov nekaterih, ki še danes vlečijo niti iz ozadja, nekatera imena so znana, vseh najbrž niti ne vemo natančno, in da še ljudi, ki še vedno danes krojijo našo usodo, žal. Hvala lepa. Najlepša hvala za ta nastop, za te argumente, ki dejansko izhajajo tudi iz dolgoletne prakse in poglobljenega raziskovanja uporabe tovrstnega gradiva. Sedaj pa bi k besedi povabil magistra Andreja Širclja, ki ne bo govoril
o arhivih, ampak bo zadevo pravzaprav poskušal predstaviti tudi v nekoliko širšem kontekstu, če lahko temu tako rečemo. Kar izvolite. Ja, hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Jaz bom v bistvu nadaljeval tam, kjer je dr. Grizer Pečarjeva končala z arhivi, kajti tudi danes imamo zaprte novodobne arhive, ki nam seveda tudi ti arhivi krojijo naše življenje in ne samo nam, ampak verjetno bodo ti arhivi krojili življenje tudi prihodnjim rodovom. O čem namreč govorim? Govorim o arhivskih kreditnih mapah. To so mape, ki so danes v bankah in na podlagi katerih je Slovenija prišla v situacijo, da smo morali davkoplačevalci že, mislim, da 6. sanirati bančni sistem v zadnjih 23 letih. Tokrat smo ga sanirali precej bolje oziroma z veliko več denarja in te kreditne mape, na podlagi katerih so se dajali tudi krediti, ki nikoli ne bodo vrneni, in ker ti krediti nikoli ne bodo vrneni, banke potrebujejo dodatni denar in ker so slovenske banke dejansko državne banke, pravzaprav spadamo med 8 držav, kjer so tudi Kuba, Etiopija in podobne države, ki imajo največji delež državnih bank. In te mape in seveda tudi vsi odgovorni, ki so podpisovali ne, bom rekel, tiste kreditov, ki so bili dani na strokovni ravni in ki so bili pač rezultat tega, da je prišla kriza, ampak kredite, za katere se že naprej ni vedelo, da bodo kadarkoli vrneni, kredite, ki so bili dani na podlagi povezav, ki izhajajo seveda iz prejšnjega sistema, kajti ta mreža se nikoli ni pretrgala. Govorim seveda tudi ne samo o politični mreži, ampak seveda tudi o novodobni finančno-kapitalsko povezani mreži ljudi. In ker je Slovenija ena izmed redkih držav, ki ni imela ilustracije po tem, ko je dejansko padel Berlinski zid, se je finančno-kapitalska povezava okrepila in dejansko je rezultat tega polom bančnega sistema v Sloveniji. Poleg pa tega je polom tudi v tem, da so propadla številna podjetja. Tukaj lahko govorimo o celotnem gradbeništvu in seveda tudi v tem, da je bil nadzor nad temi bankami ne samo pomanjkljiv, bil je dejansko nezadosten, saj se je denar dejansko prelival v davčne oaze, prelival se je seveda tudi na zasebne račune in tukaj ta nadzor, ki bi ga morala seveda vršiti predvsem Banka Slovenije, nikoli ni bil takšen, da bi se tovrstno prelivanje denarja iz državnega v zasebno sfero preprečilo. In seveda te mape so še danes zaprte, dejansko zaprte, čeprav je tukaj treba reči, da se situacija nekoliko popravlja, sedaj je bil sprejet vsaj takšno določilo, da bodo mape, ki so bile, oziroma krediti, ki so bili prenešeni na družbo za upravljanje terjatev bank ali tako imenovano slabo banko, nekako lahko tudi odprli. Vendar, seveda, pomembno stvari je v podrobnostih. Dejstvo je namreč, da vsi slabi krediti niso bili prenešeni na slabo banko, ampak so ostali še vedno polovica teh kreditov, približno 6 milijard pri državnih bankah. In tukaj nekateri strokovnjaki, tujci, napovedujejo, da sanacija bank s tem ni končana, ampak se lahko ponovi čez 3 do 4 leta. Tukaj gre dejansko za to, da se skrivajo osebe in dejanja,
ki so odgovorni za to, da so se dajali, če želite, tovarišijski krediti na podlagi prijateljskih zvez, kapitalsko povezanih zvez, ki so šli seveda na koncu v škodo davkoplačevalcev. In seveda sedaj imamo takšen bančni sistem, kakršnega dejansko imamo. Na eni strani še vedno državne banke, ki se ne reorganizirajo in ki v bistvu čakajo na denar davkoplačevalcev. Zato, ker je treba denar davkoplačevalcev dati v banke, zaradi tega seveda ta vlada zvišuje davke. In zdaj smo jih že zvišali do mere oziroma do ravni, ko dejansko tudi višji davki ne prinesejo več prihodkov, več toliko dodatnih prihodkov. Mi vemo, da če pada potrošnja, če padajo investicije, če je vedno več nezaposlenosti, potem dejansko tudi ni prihodkov za proračun. Pa to niti ni najbolj pomembno. Pomembno je, da ob tem, ko imamo dejansko težave na finančnem sektorju, se tudi v realnem sektorju nič ne zgodi. Namreč nič se ne zgodi predvsem zaradi tega, ker država v najširšem smislu troši že leta, lahko rečemo od leta 2008 dalje, več, kolikor dejansko ustvari. In če trošiš več, kolikor dejansko ustvariš, potem je možnost, da toliko trošiš, edino zadolžitev. In v Sloveniji smo se od leta 2008 do današnjega dne zadolžili za približno 20 milijard evrov. Morda se nekateri še spominjamo, ko smo včasih v neki drugi državi govorili o 20 milijardah dolarjev. To je sedaj veliko več, kot je takrat dejansko bilo. In seveda to pomeni, da smo zablokirali razvoj in predvsem, da smo obremenili prihodne rodove, da bodo plačevali te obresti in seveda tudi te dolgove. Celoten dolg države danes znaša okoli 28 milijard evrov. Mi si težko predstavljamo, kaj pomeni 28 milijard evrov. Vendar Slovenija v enem letu ustvari vse, kar naredimo, tako družbeni sektor, kot gospodarstvo, kot realni sektor, približno 34 milijard. To seveda pomeni, da smo zadolženi za 80% tistega, kar letno dejansko proizvedemo. In da je situacija še hujša, tudi v primerjavi z nekaterimi drugimi državami, recimo Italijo, bomo morali 80% tega dolga vrniti v tujino, predvsem v Združene države Amerike, ker tam smo se tudi največ zadolžili. In seveda to je tisto takšna politika, kateri je treba narediti konec, ker navsezadnje nas pelje v vedno večjo globino, iz katere dejansko v določenem trenutku lahko ni izhoda, oziroma izhod je, kajti upanje umre zadnje, vendar vprašanje je seveda cene za ta izhod. Namreč dejstvo je seveda tudi, da se mi še vedno zadolžujemo po veliko večji obrestni meri, kot se zadolžujejo naše partnerice, recimo Slovaška, Češka, Poljska. To so tiste države, za katere smo pred leti dejali, da so daleč za nami. Sedaj nas prekašajo na finančnem trgu, predvsem v tem, da lahko najemajo kredite po znižjo obrestno mero. Tukaj je seveda treba povedati, da izhod obstaja v realnem sektorju, obstaja v malih in srednjih podjetjih, obstaja seveda tudi v tem, da se ustvarjalni ljudje aktivirajo v državi in da dejansko na realnih osnovah začnejo ustvarjati dodano vrednost. Da pa bi bilo to mogoče, je treba ustvariti pogoje, da bodo to lahko naredili. Tukaj mislim predvsem pogoje, ko je treba debirokratizirati državo, ko je treba odpraviti različne administrativne prepreke in ko je treba tudi, finančno spodbuditi ljudi k temu, predvsem s tem, da imajo seveda tudi nižje finančne obremenitve. To pa zahteva življenje, takšno življenje,
ki pomeni, da dejansko lahko potrošiš tisto, kar ustvariš. To je ena zadeva in drugo zahteva seveda tudi nek pravičen sistem, nek pravičen, učinkovit sistem, kar pa seveda lahko zagotovi sodstvo. Zaradi tega morajo biti spremembe v sodstvu, če želite tudi represivnih organih, predvsem v tem, da se gre v večjo učinkovitost, v večjo transparentnost in da dejansko ljudje začutijo pravno varnost v državi, da enostavno pridemo do tega, da je neka vizija države zasnovana na poštenosti, pravičnosti in seveda s tem bo prišlo tudi do ekonomske, gospodarske in socialnih izboljšav. Nek hiter kapitalizem, ki je bil v Sloveniji v zadnjih 20 letih, ko se je dalo in ko so nekateri seveda na hitro zaslužili denarja, je, zelo hitro propadel, ker dejansko ni bil zasnovan na realnih osnovah in seveda tudi ne na odgovorni družbi. Tako da podpiramo pravično državo, učinkovito sodstvo in seveda tudi, da sam sistem spodbuja uspešne, ustvarjalne in seveda tiste, ki lahko dosežejo večjo dodano vrednost. Tako bo država seveda tudi prosperirala in zagotovljena bo seveda tudi večja blaginja ljudi. Hvala lepa za te pomembne misli in tudi jaz bom nekako nadaljeval tam, kjer je zaključil moj predhodnik. Jaz sem pa nekaj malega govoril o naši državi in o naši oblasti. Državo so nam ugrabili. To je dejstvo. Iztrgali so nam jo iz rok. Slovenija je imela v času po osamosvojitvi take in drugačne vlade, kakšne sposobne, kakšne tudi nesposobne. Vsekakor pa nikoli nismo imeli oblasti, ki bi se postavila nasproti ljudem. To je dejstvo. Nasproti prebivalcem te dežele. Zelo agresivno, pa če tudi v belih rokavičkah. Kakšno oblast torej imamo? Jo bom povzel v nekaj točkah. Najprej imamo oblast, ki ponovno uporablja kazensko pravo, policijo in zapore kot orodje za eliminacijo političnih nasprotnikov. Slovenija je na tem, da ponovno dobi politične zapornike. Toliko in toliko let po osamosvojitvi, po prelomu s prejšnjim političnim sistemom. Imamo oblast, ki nam laže, zavaja. To je tipičen primer. In pri tem ta oblast niti ne skriva pomanjkanja kreativnosti. Celotna komunikacija z javnostjo, z nami, se banalizira na popolno izogibanje izmenjavi racionalnega argumenta in pa ponavljanju grobih laži in neresnic. A se spomnite tiste, odgovor je enak prejšnjemu. Odgovor je enak prejšnjemu. Na ta način, to je bil takraten pobalinski odgovor enega mulca, na tak način z nami komunicira naša vlada. Odgovor je enak prejšnjemu. To postaja dejansko ključna vsebina komunikacije te arogantne in samopašne oblasti. Nadalje, imamo oblast, ki se norčuje iz ljudi. Recimo ta šarada z datumom referenduma, ki bo določen na dan, da bi ljudem onemogočili udeležbo, da ne bi dosegli kvorum. Kar je začinjeno z nekim svetohlinskim in tudi sarkastičnim zatrjevanjem, da je bil ta dan določen zato, ker je tema tako pomembna, da si zasluži prav posebej svoj dan, ne glede na stroške. In da si tudi EU zaslužijo prav svoj poseben dan za volitve. Evropska unija, skozi katero v vsaki priliki, ko nas opozarja na last, ker nas opozarja na naše lastne zablode, zlivajo ogenj in žveplo, razen takrat, ko se je potrebno potegovati za dobro plačane evropske službe,
ali pa si je potrebno iz evropskih sredstev nameniti 1,4 milijona evrov za projekt prenove enega predmeta v osnovnih šolah in ta denar razdeliti prijateljem in sorodnikom. Takrat je pa Evropska unija cool. Ok. Imamo oblast, ki nas je osiromašila. Socialistično vlado, ki se dela, da je liberalna, ki deluje proti ljudem, ki ne ve, zakaj je brez ideje in vizije, vele proti čemu je. Oblast, ki skrbi za svoje žepe in žepe svojih klientov na račun navadnega človeka. Zgodba z nepotrebno, v bistvu potrebno, ampak dejansko nepotrebno sanacijo bančnega sektorja je taka tipična zgodba. Imamo oblast, ki recimo pravkar oblikuje novo visokošolsko zakonodajo, ki na prikrit način, pa vendarle agresivno uvaja šolnine za pomemben del šolajoče se populacije. Trdijo, da temu ni tako, ampak temu je tako in to bomo tudi javno dokazali. Ampak zakaj je to potrebno? Zato, ker so ta denar ukradli, zapravili, ker se je izgubil. In ga je seveda treba najti drugje, ki ga bomo najdli v žepih svojih državljanov, osiromašenih državljanov. Kaj bo naslednje, kar bodo obdavčili? Morda zrak, ki ga dihamo. Žalosti me in hkrati pa ne preseneča, da se je Slovenija znašla na radarju mednarodnih demokratičnih okolij kot skrb vzbujajoča dežela. Izjava Mednarodne demokratične zveze, ki je bila pred nekaj dnevi sprejeta v Madridu, je Slovenija postala obok deželam, v katerih je demokracija ogrožena. Venezuela, Gruzija, Ukrajina, Slovenija. Nekako ne gre skupaj, ampak zunaj tako vidijo to. Zunaj to tako vidijo. Jaz nisem strokovnjak za arhive, jaz sem strokovnjak za drugačne tipe podatkov, se pa kot znanstvenik moram ukvarjati z resnico. In vem, da ta referendum ni le referendum o arhivih, je tudi referendum o pravici do resnice. Referendum o pravici ljudstva, da ima oblast, ki javne zadeve ureja v korist prebivalk in prebivalcev te države. Tako da ne slepimo se, ta referendum je tudi izrekanje ljudstva o tej vladi. Izrekanje ljudstva o tej vladi. Gre torej za to, da tej vladi, ki je takšna, kakršna je, da na referendumu izrečemo nezaupnico. Povejmo, tako ne morete več delati. Ne dovolimo. Zato gre. Oblast se ljudstva boji. Boji se izrekanja ljudstva o zadevah, ki so v javnem interesu. Zato ne nazadnje manipulira z referendumom, ne glede na stroške. In dolžnost vseh nas kot aktivnih državljanov, ki nam ni vseeno za stanje demokracije in razvoja in gospodarstva v tej deželi, je, da povemo, zakaj v resnici gre. Da prijatelje, znance, sokrajane, sodelavce, ljudi, ki jih poznamo, za katere vemo, da dobro mislijo in dobro delajo, da jih povabimo na referendum, kjer naj se izrečejo. Ne se izrečejo, so za ali so proti. Povabimo jih k temu. Toliko še z moje strani. Hvala.